takole bom rekla, tudi mi bi lahko, seveda lahko iz udobja naših plač, tudi vaši dohodki niso slabi, tako kot naši ne, se lahko takole mogoče brezbrižno pogovarjamo, ampak ljudje so v stiski, ljudje rabijo učinkovit javni zdravstveni sistem, ne pa Amerike, kjer bodo bogati imeli vso oskrbo, reveži pa niti več osnovne oskrbe ne, tega si ne želimo. Smo socialna država, v ustavi tako piše. Poleg tega ta zakon ima cel kup drugih zelo dobrih ukrepov, za mene odličnih, recimo tudi to, da poskuša prvič zares stopati na prste tako imenovanim dvoživkam, kar verjetno vas tudi boli tamle, ampak to je tisto, kar uničuje javni zdravstveni sistem, kar izkorišča javni zdravstveni sistem v mnogih primerih, ne bom rekla vseh, da se razumemo, ker jaz spoštujem zdravnike in zdravstvene delavce, prihajam iz družine, kjer je bila moja mama zdravnica, tako da izjemno cenim zdravnike, ne cenim pa manipulacij in malverzacij, ki se dogajajo, odkar imamo idejo, da je zdravstvo tržna dejavnost, da je to nekaj, kar je stvar prostega trga. Ne, ni, spoštovani. Zdravstvo je osnovna javna dobrina in kot taka ne sme in ne more ji diktirati trg pravil, ampak ji morajo diktirati, so to neka druga pravila. In predvsem etična pravila, če smo že pri tem. Tako da ne se hecati s takimi stvarmi. Razumem, da imate državni svet potrebo, da radi dajete veto na to in ono, ampak da se pa tako nizko spuščate, da v bistvu delate proti ljudem, tako brezsramno uprit izključno kapitalskim interesom nekaterih lobistov, ki so se gladko pojavili tudi na našem odboru. Naprimer, jaz bom takole, kar naravno svoja, kaj ima MČM zadelati na našem odboru? Mislim, to je, oprostite, degutantno. Zato bom jaz seveda absolutno ta zakon ponovno z največjim veseljem podprla. Hvala lepa.